Evo, na tem lepem pomladanskem sončku bomo zdaj ujeli dve predstavnici ljubljanskega bunkerja, ker nam bosta predstavili en festival, ki se nam obeta. Tule se zdaj vrti tu je Maja in tam je Alma. Alma, dej, ustavta se malo, no? A ni fajn? Super. Ja. Alma, dej, no, povej mi ti, kakšen festival se nam kaj obeta v maju v Ljubljani? Festival ITM Izkušnje svobode je v bistvu del širšega programa, ki bo hkrati kulturni dogodek predsedovanja Evropske unije in tudi srečanje mreže ITM, od tod pa ime. ITM je mednarodna mreža za uprizoritveno umetnost in v bistvu združuje producente, umetnike, programerje, različne ljudi, ki funkcionirajo v področju kulture, predvsem v področju uprizoritvenih umetnosti. In so v bistvu interesno združenje za izmenjavo informacij, za izmenjavo izkušenj, za nek tak miselni izziv in pa predvsem tudi pridejo gledati predstave. Zdaj, program ima 3 velike dele, od tega bosta 2 odprta za javnost. Prvi je kongresni del, ki ima prav naslov Izkušnje svobode in ki je v bistvu en tak debatni del, ki naj bi vsem tem obiskovalcem in tudi seveda lokalni publiki ponudil en miselni izziv. Izkušnja svobode je nastala v sodelovanju z Zavodom Maska in z Janezom Janšo. Kjerim Janezom Janšo zdaj? Janez Janša alias Emil Hrvatin. Okay, ja, jaz moram vprašati, ker jih so 3 taki in je težko vedeti. Ta, direktor Maske. Dobar je. Mogoče še dodam, da je nasplošno ITM v Sloveniji plod vseh slovenskih članov ITM-a, ampak prav za to, kar rečemo intelektualna platforma, tukaj smo pa predvsem z Masko sodelovali in Janez Janša je tudi avtor naslova Izkušnje svobode, oziroma najprej je nastal naslov v angleščini Rehearsing Freedom in smo ga potem nazaj poslovenili. Izkušnja svobode se bo ukvarjala na nek način z vprašanjem, ali je umetnost res še zadnje polje svobode v neoliberalnih družbah, torej tudi pri nas. Je že kdo odgovoril na to vprašanje? Na tak kratek in drnat način? Mislim, nam na nek način se zdi, da umetnost je še zadnje polje svobode in meni osebno se zdi, da zato tudi nosi na nek način odgovornost in zdaj kakšno in v kakšni meri in kako se odzvati na to odgovornost, pa bojo poskušali pač različni govorci in debaterji odgovoriti v vseh teh delavnicah, okroglih mizah. Zdaj, osnovna premisa bi pač bila, da glede na to, da se polje svobode krčijo v področju politike, javnega govora, akademij, izobraževanja, medijev, da so vedno bolj usmerjeni v spektakl in ne toliko v vsebino. A ostaja umetnost in skozi to recimo festivali, predstave, vizualne postavitve so torej še edini prostori, kjer se zastavljajo relevantne vprašanja, kjer se stvari problematizirajo in kjer se iščejo mogoče drugačni odgovori na ene stvari, ki so postale že splošno sprejete, pa mogoče ne bi bilo treba, da je tako. 45 predstav bo. Ja, to pa v sklopu. A bo Maja? Ja. Maja, daj povej. Ja, 45 predstav. To je prvi del umetniškega programa, drugi del so tudi itinerariji. Teh 45 predstav je zajema vse ples, teater, lutkovne predstave, vse. Potekalo bo na vseh odrih ljubljanskih, v Stari elektrarni, Cankarjevem domu, Drami, lutkovnem gledališču, na Gradu. Je pa razdeljen program na selektorski del in na recimo off program. Selektorski del so zbrali selektorji Blaž Lukan, Saša Šavel in Rok Vever in to je 16 predstav in to je top of the top, recimo. A se vam že vrti? Koliko se bo šele vrtelo unim, ki bojo umetniki po Ljubljani okoli furali in jim predstavljali svojo Ljubljano? A lahko še kaj v tem? To je meni zelo zanimiv projekt namreč. Je zelo zanimiv, 14 različnih itinerarijev, večinoma po Ljubljani, en bo pa tudi v Hrastniku in en v okolici Ljubljane, v Kamniku. Hrastnik tudi poznajo. Rudnik. Branko Potočan bo pelil pogledati. Branko Potočan, ja. Pokazati svoj Hrastnik, svoj festival, svoj rudnik. Drugače večino so pa po Ljubljani, zastavljeni zelo različno, od klasičnega sprehoda po Ljubljani, vožnje z turistično ladico po Ljubljanici, do bolj kompleksnih in zanimivih, recimo
telovadba v parku. A pa se lahko tudi mi prijavimo za to, da bi nas umetniki okoli Ja, ta Ljubljani? umetniški del in predstave in itinerarije so za širšo javnost namenjeni vsem. To v bistvu celo nasprotno, ne? Delno je ta umetniški program organiziran zato, da si pač ti ljudje, ko bi prišli na kongres, da imajo priložnost videti lokalno sceno. Ne? Oni pridejo med drugim tudi gledati predstave v smislu, ali da jih bodo odkupili za festivale, ali da bi navezali kakšna umetniška sodelovanja, pa da se seznanijo z nekim utripom kulturnim tu. Mi smo si pa želeli to nadgraditi, da to ne bi bil sam kongres, ne? Če že naredimo tako kompilacijo, tak izbor, če skreiramo itinerarje, da je to v bistvu za slovensko publiko, ne? Tako da imajo maja priliko ali da ujamejo predstave, ko so jih zamudili v preteklih 2-3 letih, pa so si jih skozi hteli gledati, pa so mislili, da ne bojo več igrale, ali pa da enostavno se odločijo in naredijo en preres in grejo na vse plesne predstave na programu, ali pa da vidijo tudi nove stvari, ker ene stvari bojo recimo take, da bojo maja šele premiero doživele in bojo že v programu. Ne? Mislim, vsega človek ne more ujeti, 45 predstav pa 14 različnih itinerarjev. Ne? 4 dneh oziroma 3 pa pol. Ja. Ok, eno vprašanje se mi je porodilo, glede na to, da smo parkrat že omenili besedo Itinerar. no, ja. Itinerar. Za laično publiko. To je bilo delovno ime, zdaj pa je kar ostalo. Ne? Zdaj uradni naslov je Izkušnja svobode v mestu ali pa skozi mesto, kar pomeni, da bodo pač umetniki vodili te ljudi skozi neko svojo izkušnjo mesta. Itinerar je pa bilo mišljeno v smislu nek tak redosled dogodkov ali pa ena taka pot skozi Ljubljano. Zdaj eni umetniki so se držali tega in bo to dinamično, torej se bo od začetne točke do konca sprehajali, hodili aktivno. Eni so pa tako zastavljeni, da se nekam gre in se potem tam na eni fiksni točki nekaj dogaja. Vsem je pa značilno, da bojo začeli pred Slovenskim etnografskim muzejem, tukaj je štart in potem grejo nekam drugam. Ne. Tukaj bo tudi baza IPM-a. Ta kavarna bo eno tako uradno srečevališče in tukaj pa vsi se stankujejo in se dogovarjajo za kulturni biznis in podobno. Zato so tudi itinerarji taka prilika, da mogoče spoznajo Ljubljano še drugače, kot da sedijo v zaprtem prostoru ali pa da grejo na kosilo v mesto, ne? Da res vidijo ene kotičke, ko mogoče jih drugače sami ne bi uspeli, pa da se malo pretegnejo, ko bojo prej sedeli na debatah in panelih in pa na predstavah, pa da vidijo mogoče kakšne take urbane stvari ali pa kakšne, ne vem, da grejo s kom tudi na pijačo, ampak seveda tudi, da spoznajo umetnike. Ne? To je za umetnike drugačen način predstavitve, kot da imajo predstavo ali pa pokličejo nekoga na sestanek in rečejo, to je moj DVD, to sem jaz, ne? Ampak da skozi neko vodstvo pridejo na tak bolj mehek način do ljudi, ki so producenti ali pa programeri in se jim predstavijo. Ne? Tako da so se tudi zelo izkazali no, s programom. Meni se zdi, da Ja, zelo so raznovrstni te itinerariji. Ne? Mi smo najprej mislili, da bo mogoče vsak hotel sam pokazati, malo po mestu peljati, pokazati glavne znamenitosti, ampak se je izkazalo, da imajo umetniki res domišljijo. To za umetnost in kulturo naprej. Hvala lepa. Se vidimo kdaj? 15. do 18. maj po različnih lokacijah v Ljubljani. Ok, hvala. Vabljeni.